Andrej Maršič, lep pozdrav na Češko v Prago. Zdravo. Pred kratkim ste postali oče, čestitke. Hvala. Je ljubezen botrovala odločitvi, da se ustalite v Pragi? Ne. Mislim, da je glavna odločitev, zakaj smo trenutno v Pragi, je bila odločena z strani covida. Se čujem malo nerodno, ampak enostavno z Drago sva se spoznala v Nemčiji, skupaj živela v Luksemburgu, nato se preselila v Prago in nato se je zgodil covid in od takrat se je malo selitve naokoli po svetu končale oziroma se ustavile zaenkrat. Partnerka ni Čehinja, je Luksemburžanka ali Nemka ali Slovenka ali nič od naštetega? Partnerka je Italijanka, tako da nič od naštetega. Razumem. Ste finančni matematik, študirali ste na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, delali na Inštitutu Jožef Stefan na oddelku za inteligentne sisteme, nato pa se odločili za tujino in se nikoli vrnili. Kako to? Kakšna je bila ta pot? Mislim, da že za čas študija sem se odločeval, če bi študiral v Sloveniji ali v tujini, ampak je bilo takrat enostavno lažje se odločiti za študij doma, enostavno manj papirja je bilo za izpolniti takrat. Ampak pol je postala ideja na Erasmus iti čim prej, kar mi ni ratalo zelo hitro, enostavno se je to malo zavleklo do magisterija, ampak pol sem pa rekel, da zdaj je pa treba res preizkusiti, kako je to življenje v tujini. Tako sem se takrat prvo pobral na Nizozemsko, kjer sem študiral umetno inteligenco in mislim, da je to bolj močno usmerilo, kam je šla moja kariera naprej. Ni bil cilj se nikoli vrniti, enostavno med študijem sem dobil eno priložnost in pol so priložnosti sledile ene za drugim, da enostavno ni bilo nikoli ideja se vrniti. Možnosti zunaj so bile take. Andrej Maršič, zdaj ste v Pragi, zaposleni v korporaciji multinacionalki McKinsey. Kaj počnete tam? Res je, trenutno sem v Pragi, mislim, da dejansko moja lokacija ni tako pomembna za to multinacionalko. Moji sodelavci, moja ekipa so razprščeni nekje po svetu. Sam nisem usmerjen v naše stranke, ampak delam na notranjih sistemih, uporabljam umetno inteligenco za pomagati našim svetovalcem. Torej, kot primer, kolikor imamo nov projekt, ki se ukvarja z postavljanjem strategije za glavno podjetje, ki se ukvarja s cementom v Indiji, je naša naloga, da postavljamo sisteme, ki pomagajo znotraj našega podjetja, kjer imamo svojih 50,000 zaposlenih, najdemo najboljše ljudi, ki se s tem ukvarjajo oziroma ki imajo neko znanje z tega in potem pomagamo sestaviti ekipo, ki bo o tem govorila. Na to pomagamo najti najboljše znanje, ki ga imamo zapisanega noter, ker spet porabljamo umetno inteligenco, recimo kot da bi si predstavljal ChatGPT, ki dodatno še ve vse, kar imamo notranje dokumente. In na to pomagamo tudi pri organizaciji vsega, torej za vse možne sestanke in podobno, kar je treba zorganizirati s strankami, imamo svojo umetno inteligenco in na koncu tudi recimo, ko pride do glavnih izdelkov, ki so narejeni znotraj naše stvari, karkoli pomaga pri postavljanju te strategije, so spet kančki naše ekipe, ki pomagajo zraven. Mogoče mi lahko pomagate. Želim si vzpostaviti eno pametno vrtnarijo in bi vzgajala borovnice in potrebujem sistem, potrebujem rastlinjake, potrebujem ljudi, poslovni načrt. A ste vi tisti, ki mi lahko pomagate? Tako, ja, ampak mogoče, ukolikor bi bil ta rastlinjak na mednarodnem nivoju oziroma nekaj večjega. Ukvarjamo se z zelo velikimi strankami raje, kot pa z naslednjim rastlinjakom, ki bo odrastel pri sosedu. Zelo korporativno to zveni. Vem, da ste v preteklosti sodelovali z Združenimi narodi pri konvenciji za boj proti dezertifikaciji, torej proti opuščavljanju. Kar malce kontra zveni to zdaj neki veliki korporativni službi, ki se ukvarja z umetno inteligenco. A mi poveste več o tem delu? Z Združenimi narodi sem sodeloval do zdaj 2-krat. Iskali so nekoga, ki bi jim pomagal zbrati vse podatke o temu, koliko države po svetu namenijo za dezertifikacijo oziroma opuščavljanje. Ne bom si upal reči 3-krat hitro te besede. In takrat sem enostavno pomagal s tem, da so mi dali eno bazo podatkov, iz katere je bilo potrebno narediti poročila, kaj in kako je nekaj narediti, zato da na naslednji konferenci so Združeni narodi imeli to pod kontrolo. In takrat so bile zanimive izkušnje, kot recimo
da je bilo treba klicati statistični urad od St. Vincent and the Grenadines in je to bil Gmail od nekoga, medtem ko recimo statistični urad Slovenije je to bolj organizirana inštitucija. Pomagal sem na projektu, mislim, da smo spisali za 3 mesece, da bi pomagal zraven, pa sem v 1 mesecu rešil problem. 1 leto kasneje so rekli, da bi imeli podobno nalogo spet, da če bi lahko tudi tokrat pomagal, in sem pa pomagal še enkrat. Ukvarjate se z umetno inteligenco, a se kdo danes ne? Vsaj posredno, glede na to, kako dostopno je, ker moj zvesti sodelavec ChatGPT mi pogosto pomaga pri kakšnem prevodu. Ne vem, zdaj, če razmišljam, večje kmetije, saj tudi večje kmetije so vse bolj odvisne od umetne inteligence. Na kakšnem nivoju se s tem ukvarjate sami? Tako je, mislim, da od ChatGPT-ja dalje, torej 2 leti nazaj, ko je prišel ven, se je to močno razpaslo do skoraj vsakega. No. Mislim, da danes je že težko, da nekdo ne bi uporabljal te tehnologije. Moje znanje gre mogoče en korak dlje, torej osebno me ne samo zanima, kako ChatGPT odgovarja in če je jezen name in podobne, ampak bolj matematika, ki pomaga, da pride do tega. Torej vsakič, ko recimo napišeš eno sporočilo ChatGPT-ju, se to sporočilo spremeni v ene številke, potem gre to skozi precej enih modelov oziroma matematike skozi in pridejo ene številke ven, ki jih potem spremenimo nazaj v besede, ki jih enostavno ChatGPT nam razlaga. Jaz in moja ekipa se ukvarjamo bolj z razumevanjem, kaj je najnovejša tehnologija, ki se ukvarja s tem, torej kako so napredki, kjer uspemo doseči nekaj novega, oziroma kjer se ChatGPT bolj manj moti ali pa več moti, ali pa kako kontrolira, da se to malo manj moti, glede na to, da vsak je že prišel do tega, ko je ChatGPT nekaj povedal, pa si bil v trenutku, ne, to pa sigurno ni res. Tako da to je en nivo, kjer se ukvarjamo, dodatno pa recimo je moja ekipa zaposlena s tem, kako to tehnologijo uporabiti interno. Torej, bi bilo bolj uporabno, če bi ChatGPT uporabljal dodatne podatke, pa dodatno znanje, ki bi ga lahko dosegel, ali pa da bi ChatGPT uspel samo od sebe še narediti kakšno nalogo, namesto da smo pol mi sužnji tej tehnologiji, kjer ChatGPT ima super ideje in je pol treba vse izvesti, kar si je mogoče zmislil na licu mesta. Ampak te pa pohvali, da odlična zamisel. Vedno. You're absolutely correct. Je najboljša. Ta najbolj pameten, da si se spomnil točno to vprašanje vprašati. Tako. Andrej, ko boste spoznali, da vas umetna inteligenca lahko nadomesti, a boste to povedali ali boste zamolčali? Takoj povedali. Šefu, če ga boste še imeli, ne? Tako, ja. Mislim, da imam na LinkedInu napisano nekaj v stilu, moj cilj je avtomatizirati vse in pol vprašanja, ampak ali to ne pomeni, da te ne bomo več rabili? In odgovor, ja, točno tako. Imam kar nekaj idej zanj, kaj vse bi lahko počel, oziroma zanjo umetno inteligenco, namesto mene. Ampak, a vas kaj skrbi, Andrej Maršič, v kakšnem svetu bo odraščal vaš otrok? Tudi v povezavi nenazadnje z razvojem umetne inteligence. Mislim, da imam prvo par mikro vprašanj za odgovoriti, za nekatere še vedno nimam odgovora, torej recimo, kje bo sploh moj otrok odraščal. In potem pridejo makro vprašanja, torej v kakšni situaciji bo svet, ko bo moj otrok odraščal. Če pustimo to prvo na stran zaenkrat, obstajajo zelo različne teorije, v katero smer gre lahko ta tehnologija. In mislim, da bi bilo prav, da bi se počasi začeli recimo tudi večji krogi, torej recimo bolj politični krogi, ukvarjati s tem, kaj in kako lahko uporabljamo to tehnologijo za dobro ljudi, namesto samo za dobro korporacij, recimo. Ena majhna skrb, ki jo imam na ta račun je, ponavadi naredim paralelo preden smo vsi dobili telefone, oziroma mobilne telefone, smo vsi vedeli vsaj 50 številk na pamet. Torej, če si hotel poklicati kolega, si vedel njegovo telefonsko številko, si ga lahko poklical kadarkoli. Potem smo enostavno dobili telefone z imeniki in smo naš spomin smo outsourcali. Torej, enostavno nisi bilo treba več zapomniti številk, zaradi tega, ker je tehnologija pri tem pomagala. In to je recimo telefon je en primer, ampak recimo, da se da v trenutku pogledati nekaj online, namesto da se pač to zapomne. Spomin smo malo outsourcali v tistem trenutku. Zdaj, naslednji korak je, da dostikrat, ko imamo kakšno vprašanje, je najlažje vprašati ChatGPT ali pa vprašati umetno inteligenco in dobimo odgovor, ki je mogoče
bolj premišljen, kot pa ne vem, kar bi lahko naredili v naslednjih 10 sekundah. Ampak mogoče negativna stran tega je, da smo začeli outsourcati razum. In kam sledi, oziroma kaj je pol posledica, enkrat, ko mogoče nismo tako navajeni, da če je kakšno težko vprašanje, da ga moramo sami pretuhtati in sami premleti, kaj in kako, ampak enostavno vprašamo vedno nekoga drugega, se mogoče malo bojim, kam bo ta lenoba nas prinesla. Zelo mi je všeč, ko ste rekli, da smo outsourcali razum, ker hkrati pa s tem se mi zdi tudi, se učimo, kako zatajiti neko intuicijo. Vse nekako prenašamo na ta razumski del, na to, da nam bo nekdo podal odgovor. Tako. ChatGPT ne more, lahko morda misli namesto nas, ne more pa čutiti namesto nas, ne? Udeležil sem se enega sestanka, kjer je bil, mislim, da je bil naslov AI for the benefit of humanity, torej za dobrobit človeštva. Eden od argumentov je bil, da eden zadnjih sektorjev, kjer bo umetna inteligenca lahko nadomestila človeka, je tam, kjer je potrebna empatija. Primer je bil, mislim, da oskrba v domu za ostarele. Dolgotrajna oskrba, ne? Tako. Ampak iskreno, ne vem, če bi se popolnoma strinjal. Tako kot opazim, da recimo eni določen, lahko sem glasen zdaj, ne, moja hčerka je svoje 3 mesece stara, tako da se še ne ukvarja s tehnologijo, ampak recimo opažam, da bolj pogosto je, da damo otroku, ne vem, telefon pred obraz, pa pol se kar navajen, da, ne vem, ima prijatelje gor, pa ima, ne vem, svojega tutorja ima preko telefona, pa mogoče nekoga, ki ga zelo spoštuje, enostavno se ukvarja z njim enostavno samo preko tehnologije in ne preko osebnega čustva. Tako da mogoče je to ena unih, kjer odgovarjamo na vprašanje, kaj je recimo bilo danes nesprejemljivo oziroma nenadomestljivo z tem, kar bo se naslednja generacija ukvarjala. Tako da mogoče bo naslednja generacija bolj sproščena do empatije, ki bo pokazana preko telefona, kot empatije, ki bo recimo pokazana z objemom ali pa kaj podobno. Je bil zanimiv argument, ampak ne vem, če se popolnoma strinjam z njim. Se bova slišala čez kakšno 10-2 ali pa čez 4, ko bova zrela za dolgotrajno oskrbo. Verjetno, ja. Andrej Maršič, je Češka republika država, v kateri si želite ostati, kjer se vidite morda dolgoročneje? Pravite, še ne veste, kje bo vaš otrok odraščal? Najboljši odgovor na to je, da smo trenutno v Pragi zelo sproščeni oziroma zelo komot. Se počutimo dobro, glede na to, v kakšno okolje smo se zgradili. Ampak moram reči, da se mogoče kulturno ne vidimo najbolj noter. Torej, ne jaz, ne moja draga, ne govoriva tekoče češko, se bolj nekako lomiva, zato da recimo je dovolj blizu slovenščini, da uspemo kaj povedati, pa dovolj let smo bili tukaj, da razumemo, ampak recimo ne moremo se pa udejstvovati nekako za kulturo, dokler se ne bi naučili. Moja draga ima izgovor, da se uči slovenščino, kar je že samo po sebi svoj izziv, tako da mogoče ni za dati 2 slovanska jezika naenkrat, ker bi bil to še večji problem. Pri sebi pa sem se učil češko prvič, ko sem bil na Češkem, torej na začetku sem živel tu 1 leto, potem sem se izselil, pa pol preselil nazaj. In ko sem se izselil, je bila ideja, da mogoče znanje češčine v moji glavi eno najbolj neuporabnih znanj, ki ga imam, ker zunaj Češke recimo ni njih najbolj uporaben jezik. Ker slovenščina k sreči je. No, slovenščina je, dajmo reči, iz osebnih razlogov. No. Ja. Se je treba pogovarjati s starimi starši z družino, tako da so pol drugi razlogi bolj osebno. Medtem ko z češko pa ni recimo še, dokler ne bo mala prišla iz vrtca in govorila samo češko, recimo, da še ni nekega močnega razloga, zakaj se češko učiti. Zaenkrat ni plan. Smo na Češkem ostali sem zaradi tega, ker v času, ko bi bilo recimo 2-3 leta, ker sem se ponovadi selil prej, je bil pol COVID in je bilo že težko iti ven iz stanovanja, kaj šele iskati novo zaposlitev nekje v tujini. Smo tukaj, ampak kam naprej pa še ne vem. No. Mogoče Slovenija, a je v igri? Bi bila, ampak karierno ne vem, kako bi prišel skozi. Ni nekih pozicij za službo, ki bi jo iskal sam, da bi se uspel udejstvovati na nivoju, v katerem se hočem. In potem, iskreno povedano, so mogoče davki pri nas malo previsoki, tako da dokler nisem uredil, da ne plačujem dvojne davke tako tle kot v Sloveniji, sem opazil, kakšna je to razlika pri plači. Pri izpisku. Ste le finančni matematik, ne?
Tako, se opazi, je poklicna deformacija. No? Verjamem. Andrej Maršič, prosti čas, vaš oče, ki vas je nominiral za to čudovito oddajo, Dorijan, je napisal, da ste obiskali že več kot 50 držav. Po zadnji statistiki je to 55, ampak se počasi že pri točnih številkah začne malo debatirati o tem, kaj to je država in kaj se šteje. Recimo letos sem na spisek dodal Gibraltar, ampak mislim, da realno je nek svoj teritorij in se deluje posebno dovolj, da bi bila svoja država, ampak iskreno ni, je to znotraj Velike Britanije. Tako da dajmo reči, da smo nad 50, je, da tam se da reči točno, pol konkretno katera številka je pa mogoče debata za kakšen daljši pogovor. No? Hvala lepa, Andrej Maršič, da ste si vzeli čas. Zdaj pa vas pustimo, da greste nazaj k dolžnosti mladega, sveže pečenega očka. Tako je, se je malo že zbudila v robu, tako da mislim, da je skrajni čas. Najlepša hvala za intervju. Hvala in srečno v Prago.